Torej, spoštovani, v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in tudi sam kot predsedujoči Komisije za nadzor javnih financ bomo danes vložili zahtevo za obravnavo pomembne točke na prihodnji seji Komisije za nadzor javnih financ in ta se glasi neučinkovitost črpanja evropskih sredstev in izzivi za prihodnje, kako naprej v finančni perspektivi 2014-2020. Slovenija je bila v finančni perspektivi 2007-2013 upravičena do evropskih kohezijskih sredstev kar v višini 4,2 milijardi evrov. In seveda, vkolikor želimo ta sredstva učinkovito počrpati v obstoječi finančni perspektivi, moramo do konca letošnjega leta vsa ta sredstva dodeliti učinkovitim in izvedljivim projektom in seveda do konca leta 2015 projekte tudi zaključiti in poravnati obveznosti ter prejeti seveda tudi povračila iz evropskega proračuna. Statistika, ki je objavljena na spletnih straneh pristojnega ministrstva, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, govori, da je bilo potrjenih operacij za 4,7 milijarde evrov, to je na dan 30.6.2013, da pa je bilo podpisanih pogodb za 3,8 milijarde evrov, kar pomeni slabih 79% razpoložljivih sredstev. To pomeni, da kar 20% razpoložljivih sredstev pol leta pred koncem še ni niti alociranih oziroma dodeljenih izvedljivim in učinkovitim projektom. Seveda, certificiranih zahtevkov za povračila pa je manj kot 50% na dan 30.6. Torej, lahko ugotovimo, da je iz proračuna Republike Slovenije in posledično povrnjenih sredstev za približno 50% in to pol leta pred iztekom finančne perspektive. Daleč najslabše črpanje razpoložljivih sredstev se nanaša na operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, kjer je podpisanih pogodb okrog 56%, še enkrat pol leta pred tem, ko morajo biti dodeljena vsa sredstva, če želimo seveda, da počrpamo tudi vsa sredstva. Seveda, vzroki za tako slabo črpanje so številni, nekateri so objektivni, nekateri so subjektivni. Gotovo je res, da so razlogi za to tudi v stečajnih postopkih izvajalcev, ki so bili izbrani in seveda zaradi težav ne morejo dokončati projektov in potem se izbirajo drugi. Gotovo so tu težave tudi za pridobivanjem zemljišč in ustreznih dovoljenj. Še posebej pa velja opozoriti na težave povezane z javnim naročanjem in z revizijami le-teh. V gradivu sta omenjena dva konkretna projekta, ki jih je Državna revizijska komisija pravzaprav večkrat posegla v postopke javnega naročanja in posledično ogrozila izvedbo teh dveh projektov. Prvi je projekt tako imenovane Poljanske obvoznice, o tem ste mediji veliko poročali, drugi je pa projekt elektronskega cestninjenja tovornih vozil, kjer je prav tako velik problem, ali bo ta projekt sploh izvedljiv in ga bo mogoče sfinancirati. Zdaj, evropska sredstva so praktično edini vir, ki je ostal za to, da se lahko financirajo investicije v tej državi in še posebej pomembno zmanjšuje razvojne razlike med regijami oziroma med posameznimi deli in območji Slovenije. Zato menimo, da je nerazumljivo, da je zgolj tako slaba učinkovitost pri tudi teh vprašanjih letošnje leto. Jaz bi opozoril, da si je vlada privoščila pravzaprav kar celotne počitnice. Jaz kot član vlade v dveh mandatih oziroma v dveh sklicih si v času poletnih počitnic nisem mogel privoščiti več kot kak teden dni, medtem ko tu se praktično skozi poletje ni premaknilo nič in to se pravim
ob koncu. Zato je pomemben vzrok za to slabo črpanje seveda tudi en takšen brezbrižen, neučinkovit pristop vlade, ustreznih birokratov, kar je nenazadnje več kot jasno in bilo v medijih tudi že kar nekajkrat omenjeno. Torej, kaj je namen sklica te seje oziroma obravnave te točke? Seveda, da se pridobi najaktualnejše podatke o črpanju in seveda, da se seznanimo tudi z ukrepi, ki jih je vlada sprejela, da bo počrpala vsa sredstva do konca leta 2015 oziroma tudi dodelila vsa sredstva konkretnim projektom do konca letošnjega leta. Do konca letošnjega leta je nekaj več kot 2 meseca, torej izredno malo časa za te operacije in vsled tega želimo tudi skozi to intervencijo na Komisiji za nadzor javnih financ opozoriti vlado, da se maksimalno angažira na teh projektih. Potem seveda želimo videti tudi seznam kritičnih projektov in nadomestnih projektov iz operativnih programov, zlasti operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, torej tistih projektov, ki so se zataknili zaradi najrazličnejših razlogov in kateri projekti, ki so izvedljivi in učinkoviti, bodo nadomestili te iste projekte, da ne bo ostalo nepočrpanih sredstev. In seveda pri tem seznamu podjetij nas zanimajo tudi kateri projekti, oziroma ne podjetij, pri seznamu projektov nas zanimajo tudi kateri projekti se bodo zaradi tega fazno izvajali. Kajti nekateri so bili zaradi te slabe izvedljivosti razdeljeni v faze in se bo zgolj ena faza izvajala v finančni perspektivi 2013 oziroma 2007-2013 in se bo druga ali iz druge faze izvajale v naslednji finančni perspektivi. Seveda, ta seja ne bo zgolj namenjena temu, kako je bilo doslej in kje smo danes oziroma kaj narediti, da bi rešili, kar se rešiti da v tej obstoječi finančni perspektivi, temveč je izredno pomembno tudi to, ali smo se kaj naučili oziroma kako bomo črpanje evropskih sredstev nastavili v naslednji finančni perspektivi, kjer imamo kar precej sredstev na voljo, predvsem za temeljni namen, to je zmanjševanje razvojnih razlik med nerazvitimi območji oziroma pravzaprav vzhodno kohezijsko regijo in ostalimi področji te države. Zato nas bo seveda zanimalo, ali so že bili sprejeti oziroma ali se pripravljajo strateški razvojni dokumenti za to finančno perspektivo 2014-2020 in sicer zlasti strategija razvoja Slovenije, partnerski sporazum in operativni programi. In ali bodo različni operativni programi za vzhodno kohezijsko regijo in zahodno kohezijsko regijo. Zanima nas tudi ta partnerski sporazum, ali bodo torej pri črpanju oziroma pri definiciji projektov in tudi pri sami izvedbi projektov sodelovale lokalne skupnosti, razvojne regijske inštitucije, ali pa bo, tako kot se žal bojimo, potekalo bolj ali manj vse centralistično. Veliko je dilem in nevarnosti, da se o teh pomembnih vprašanjih odloča centralistično, brez formalne vloge regijskih razvojnih inštitucij, občin, kar je tudi v nasprotju z Evropsko ustavo, znotraj katere imajo lokalna samouprava, teritorialna dimenzija in večnivojski način odločanja izredno pomembno mesto. Torej mi želimo, da se pri operativnosti črpanja evropskih sredstev v prihodnje vključijo kot partnerji vsi deležniki, zlasti na teritorialnem nivoju in seveda tudi gospodarstvo. Spoštovani, jaz menim, da bo Slovenija tudi zaradi teh proračunskih diskusij, ki jih imamo v tem obdobju, pred zelo pomembno nalogo, da ta sredstva, evropska sredstva, ki so na voljo, kar se da učinkovito izkoristi za zmanjševanje razvojnih razlik in tudi za zagon gospodarstva. Namreč vsi ti projekti so povezani z novo vrednostjo, ki jo je potrebno aplicirati v prostoru in to storijo lahko podjetja, ki si s tem pomembno krepijo tudi svojo aktivnost in poslovanje. Zato menim, da bi bilo slabo,
če ne bi bili hitro pripravljeni na to prihodno finančno perspektivo in da ne bi torej takoj z začetkom finančne perspektive začeli tudi ustrezno črpati sredstva. Jaz se spomnim obdobja 2004-2008, ko sem bil gospodarski minister in ko smo leta konec, po drugi polovici leta 2004 prevzeli vodenje, smo že bili v finančni perspektivi 2004-2006 in pravzaprav se ni nič dogajalo, kajti nič ni bilo še pripravljeno, usklajeno in smo imeli eno leto mrtvega teka. Mi si tega ne želimo, zato se želimo tudi skozi obravnavo te tematike pravočasno spodbuditi pristojne k pripravi vseh teh dokumentov, k vsem tem dogovorom in torej k pripravljenosti na novo finančno perspektivo, da se začne odvijati čim prej, ker če se bo začela odvijati čim prej, tudi v prostoru, bo dajala tudi čim prej rezultate. Tako da v okviru današnjega dne oziroma najkasneje v nekaj urah bo to gradivo na voljo tudi v pisni obliki vam in ta zahteva bo tudi podana uradno za obravnavo te točke na Komisiji za nadzor javnih financ. Zakaj je Komisija za nadzor javnih financ? Zaradi tega, ker evropska sredstva, učinkovito črpanje evropskih sredstev izjemno pomembno vpliva na proračun in na javne finance, kajti če za določene projekte namenimo evropska sredstva, ni potrebno za te iste projekte izpostavljati integralnih sredstev državnega proračuna, s tem se in ne nazadnje, s tem se pomaga gospodarstvu in tudi prilivom v proračun, kajti aktivno gospodarstvo plačuje davke, davki pa so pomemben prihodkovni vir proračuna.